Nadaljujemo vse projekte, ki so bili začrtani v preteklosti. Rad bi, da ne pustimo nekih nedokončanih zadev, ker sem mnenja, da izvajanje teh projektov gre na daljše časovno obdobje in zato so mi primarni projekti je vsekakor osnovna šola dr. Mihaela Rostoharja, zaradi preprostih potreb, v katerih so se znašli ti učenci, in pripravljamo vso potrebno dokumentacijo, da bomo dejansko ta projekt tudi izvedli, pripeljali k cilju. Potem je tu projekt bazena. 16 let je minilo, odkar smo se začeli pogovarjati v Krškem novem bazenu, tudi neke predvolilne obljube so bile dane, da bomo s tem projektom nadaljevali in se trudim maksimalno, da bomo ta projekt dejansko začeli, če povem, zaštihali lopate v gradbišče. Seveda pa so potem tukaj še ostali projekti manjši, bom rekel, športna infrastruktura, cestna infrastruktura, skratka vse stvari, ki so začete, je cilj moj, da zaključimo, da dokončamo in pa seveda posledično tudi nekih novih projektov, predvsem z naslova CTN mehanizma, katere lahko rečem, smo bili uspešni pri njegovem pogajanju za sredstva in verjamem, da bomo tudi uspešni pri tej realizaciji, da do teh projektov pridemo. Gradimo 17 stanovanj, mi tako imenujemo na našem Žlapovcu, govorimo o neprofitnih stanovanjih in pa 15 stanovanj na Sremiški, na Videmski strani Krškega, se pravi skupno govorimo o 32 stanovanjih in neprofitnih, kar bo neka dodana vrednost našim prebivalcem, predvsem tistih, ki bodo se lahko konkurirali na to, se pravi socialno šibkejšim oziroma manj finančno močnim prebivalcem, da bodo prišli do svojega stanovanja. Delovanje ocenjujemo kot uspešno. Naši člani so aktivni, imamo 85 članov, kjerkoli smo imeli možnost imenovati v odbore, v komisije, v občinskem svetu, imamo svoje člane, kjer pregledujejo materijale občinskega sveta in podajajo svoje predloge. Imamo tudi dosti članov v svetih krajevne skupnosti, v mestnih četrteh, tako da se tudi z njimi se dobivamo, pomagamo reševati, če rečem, na mikro nivoju težave. Tako da mi smo na nek način, če rečem, ena takšna podpora našim svetnikom v občinskem svetu, v krajevni skupnosti in županom. Vse skozi se dobivamo, podajamo predloge, tudi županu, predvsem tiste, ki so administrativni, da se da nekaj spremeniti brez finančnih učinkov, brez učinka na proračun. Tako da poskušamo biti proaktivni in poskušamo več ljudi dobivati k tem, da sodelujejo pri, če rečem, grajenju naše občine. CKŽ je v bistvu druga faza zaključena. Govorimo o nadaljevanju CKŽ-ja, se pravi od elektrarne Krško do mostu. Časovnice za to tretjo fazo še nimam točno določene. Tudi zaradi tega, ker zakonsko omejitev je priprava prometne strategije, skratka se zadeve morajo biti pogojene. Žlapovec bi moral biti zaključen v letošnjem letu, se pravi, v letu 2024. Tudi to je vezano, so sredstva, sofinancirska sredstva so strani države. Časovnica je dobra, je v redu, zadeve potekajo brez problemov, tako da ne vidim razloga, kar se tiče samega izvedbe gradnja, da bi ta zadeva ne bi bila tudi realizirana. Seveda pa bom poudaril, da je pa tukaj potrebno tudi sprejeti proračun za leti 2024 in 2025, iz katerega smo potem lahko sofinancirali ta projekt.